Spet gre za res. Mladi se bodo pomerili v tekmovanju za znanje, ki ga organizira podjetje Unior ročno orodje. Rekel sem spet, zato ker smo že lani bili na finalu, kjer je glavno nagrado voziček z orodjem domov odpeljal Žolt Šoš. Tudi letos zmagovalno ekipo čaka voziček z orodjem, ki ga bo dobila šola, seveda pa tudi ostali domov ne bodo šli praznih rok. Unior ročno orodje je slovensko podjetje iz Reč, ki deluje že več kot 100 let. In samo mislite si lahko, koliko orodja je že bilo proizvedenega in koliko mladih upov in izkušenih starih ga je že in ga še bo uporabljalo pri svojem delu. Veš kaj tole pa se traži? In ravno zato je nastal projekt Tekmovanje za znanje, ker mlade je treba spodbujati. Kdo pa bo šraufal vsa ta vozila, ki so na naših cestah? Kar 1 200 000 jih je in sem prepričan, da je kar nekaj bodočih avtoserviserjev vaših avtomobilov telih fantov, ki danes tukaj tekmujejo. Tole bi se travo. Malo pretežko, še kaj tole bi vzelo. Super. Se že dogaja na polno. Danes tukaj poteka predstavitev njihovih projektov, kar pomeni, da so že prej mogli vse zrihtati, danes tukaj šraufanja ne bo. V celotnem projektu je sodelovalo 13 šol iz celotne države, samo 5 najboljših pa tukaj v Vitenskem centru vesoljskih tehnologij predstavlja svoje projekte. V letošnjem letu smo se odločili, da dijakom damo za izziv, da izgradijo, delajo in zasnujejo eno prikolico, ki se bo priključila v bistvu na naš poznan Tomos APN6, ki smo ga kot mladi vsi vozili. Naprej ideja pa je, da se ta APN6 iz bencinskega motorja predela na električnega in se seveda ta prikolica priključi nanj. Seveda oba dva vozila morata biti vozna, prenesti določeno težo in pa seveda biti uporabna. Danes je tukaj tudi dr. DS, influencer z Hrvaške, ki ima več kot 2 milijona sledilcev, ker izdeluje naravnost nora vozila. In tudi tale, lanskoletni go-kart, je njegov. Kaj pa ste sploh ustvarili? Ustvarili smo sidecar, torej to je stranska prikolica za motor APN6 ali pa 4 tudi lahko, ki ima hitri odklop pa priklop. Tole je inštalaterska prikolica, namenjena za delo na terenu. Kot vidite, imamo za to namenjen šravštok po domače in pa premično glavo. Torej zdaj dvigujemo kiper, torej pač, da bi pol lahko ven zdrselo. Je pa pač na tem pneumatskem cilindru, ki ga pač poganja tudi kompresor. Do 120 kg lahko dvigne, pa do tlaka 8 barov. Mi smo temeljili, da bi izdelali voziček za dejansko uporabo, ki ga bodo dijaki uporabljali doma. Naše osnovno vodilo pa je bila udobna vožnja, zato smo zbrali čim večja kolesa in hkrati enostavnost, ker pač doma za okolje kmetije najbrž šteje dosti enostavnost. Koliko časa ste potrebovali za izdelavo projekta? Prav za samo izdelavo 15 ur vsega skupaj. Če bi rekel ur na dijaka, okoli 100 ziher. Morda mesec, ker smo vsak teden delali en dan po 2 ure. Za samo tisto pravo fizično izdelavo projekta smo porabili nekako dobrih 14 dni. Koliko vas je sodelovalo pri tem projektu? Pri projektu nas je sodelovalo 2 oddelka, od tega pač bilo skupaj 10 dijakov. Smo 3 iz programa strojne tehnike in 3 iz programa PTI, ki so 3+2 program. Ta projekt smo naredili z razredom 1G, so tudi malo starejši, kdaj kaj pomagali, ker nismo znali, pa gospod profesor Danilo Škoflek je pomagal. Zakaj pa so taki projekti dobri za vaše dijake? Glejte, vsak projekt je dober, ali ga uspeš, ali ga ne uspeš, ne nazadnje vidiš, kje delaš napake, kje se lahko izboljšaš in vsekakor je to neko tudi ne nazadnje spodbuda za dijake in pa motivacija vsaj za tiste, ki so željni nečesa več. Ja, tekmovanje za znanje, ki jim bo prišlo pri poklicu še kako prav, a ne? In ravno v tem trenutku, ko je najbolj napeto, naša komisija, v kateri je tudi Anže, zdaj ocenjuje vse projekte, da na koncu izberejo najboljšega, jaz pa bom na tej točki zaključil in vam že v prihodnji oddaji povem, kdo je dobil tale voziček. Noaro.